Torej, danes je organizacijski odbor res obravnaval pogodbo o medsebojnem sodelovanju partnerjev in je dal pač zeleno luč, da seveda se gre v podpisovanje te pogodbe. Partnerji smo se med sabo uskladili in mislim, da smo zdaj na dobri poti, da dejansko se nehamo iti te stvari, ki so povezane z formalnimi postopki in se lotimo vsebine. Konkretno smo se dogovorili, da pač je podpis pogodbe potrebno realizirati in to, kolikor sem pa se pogovarjal z partnerji, ni noben problem do 11. decembra in ta podpis pravzaprav omogoča tudi, da SUSA, ko dobi denar od Ministrstva za šolstvo in šport za organizacijske pravice, da ta denar potem transferira naprej na FIS-u. In seveda FIS-u je pravzaprav podpis te pogodbe tudi kot pogoj, da sploh sprejme ta denar navedel, ker s tem pač želi zagotoviti pač bistveno večjo varnost in učinkovitost izvedbe univerzijade. Jaz mislim, da bomo v naslednjih dnevih torej pooblastili na občinskih oziroma mestnem svetu župane za to, da pristopijo k podpisu pogodbe o organizaciji in s tem bodo dani tudi pogoji za to, da bomo lahko aktivneje pričeli s tistim, kar si vsi želimo, torej delati na sami organizaciji in pripraviti te prireditve. Torej nobenega vračanja denarja ne bo, zato ker bomo mi to izpeljali, če bo le tista dolžna pomoč se strani vlade tudi realizirana. In o tem govorimo v predlogu sklepa, ki ga je pravzaprav vlada že sprejela. Tisto, kar bi morala še obravnavati, je samo obrazložitev, v kateri mi želimo imeti jasneje zapisano, kdaj, s kakšnim tempom bomo lahko pridobivali sredstva, ki so že odobrena. Ob tej priložnosti velja še povedati tole, da smo sejo organizacijskega odbora danes zaključili dosti optimistično. Podali smo kratko poročilo o tem, da smo v Erzurumu prejšnji vikend, torej na organih FIS-oja, predstavili tudi napredek od pridobljene kandidature do danes in je razlog za optimizem. Našteli smo investicije v vrednosti preko 43 milijonov evrov, ki so se zgodile od kandidature pa do danes. To je pomemben podatek in lahko naštejemo te investicije od tekaškega poligona na Rogli v višini 6,3 milijone evrov, hotela Veter, v katerem smo 7 milijonov evrov, hotela Arena 6 milijonov evrov, športni center Draž 2,5 milijona evrov, Pisker, na katerem smo se smučali že lansko sezono v vrednosti 10 milijonov evrov. Veste, da stebri za vzpenjačo že stojijo, pomeni to investicija 12 milijonov evrov, mnogo tega še ni naštetega, je bilo prav tako narejenega, tako da to so podatki, ki morajo vlivati optimizem, nam pa pogum za to, da verjamemo, da bomo lahko to prireditev kvalitetno speljali. Tisto, kar pa nikoli nismo dvomni, pa so torej v to, da imamo na razpolago kadrovske ekipe, da imamo na razpolago izkušnje in vedenje o tem, kako se same organizacije loti. Tako da v tem smislu je današnja seja minila v optimizmu. Pripričan sem, da bomo tudi te zaplete, ki so bili, da jih bomo torej v dnevih, ki so pred nami, torej uspešno zaključili in pričeli delati tisto, kar si najbolj želimo, univerzijado leta 2013 v Mariboru in partnerskih mestih. FIS-u pričakuje, da bo prišlo do realizacije, jasno, postopno, to kot sem povedal, najprej podpis pač pogodbe o sodelovanju med partnerji in potem nakazilo do konca leta. Naj vam povem še eno tako novico. Jaz sem prej ponavljal na odboru to tudi, oziroma dopolnjeval informacijo gospoda Verliča. Jaz menim, da je vlada dejansko bolj naklonjena projektu, kot pa je to razbrati iz njenih izjav. Naj povem, da je ta tako oporekana ruška obvoznica že vključena v državni proračun za leto 2010 in naprej. Naj povem, da je vključena tudi cesta Hoče-Areh in naj povem, da sem v zadnjih dneh, potem ko sem to nekajkrat prosil, dobil pisno zagotovilo s strani Ministrstva za finance, da bo v Mariboru, oziroma je že zagotovljen del denarja, nekaj pa bo tega denarja v naslednjem letu za kapacitete za bivanje študentov in sicer v znesku preko 8 milijonov evrov in je to sicer nekaj manj,
kot smo mi terjali, 11 milijonov 600 je v našem programu zapisano, pa vendarle do konca tega obdobja, do univerzijade, se bodo morebiti še tisti 3 milijoni kje našli.